No, evo, pa ga imamo. Nov slovenski avto leta, pravzaprav slovenski avto leta 2019. Zdaj, če nisi doma pod skalo, lahko Američani rečejo, pa verjetno veš, da je to Ford Focus. A veš, člani žirije so se, ne smo se, en avion sem zamudil. Ni bilo fajn. Zbral včeraj na Vranskem, kjer se je podalo še zadnje točkovanje, da smo pol dobili zmagovalca. Zdaj pa preden gremo na glasove, kako je katero od uredništev glasovalo, kratek intermezzo. Mene ni bilo. So pa prišli 4 od 5 povabljenih z moje strani, na Instagramu sem naredil tisti poziv. Ljudi smo povabili zato, da bi malo za kulisje videli, na kakšen način se je teh 5 finalistov stestirali, pa recimo preverili nekatere njihove sisteme. No in ker mene ni bilo, sta pomagala moja brata atmosferca, Jure Gregorčič pa Saša Kapetanovič. Saša je celo nekaj posnel. Čau, jaz sem Ciril, dobrodošli v Komentar minuti. Kako mi gre tale Ciril stvar? Evo, ena od stvari, ki jih na cesti ne moreš probati, tlele na poligonu pa lahko, zavora v sili. Kaj praviš? Super. Dobar si ga odpeljal, stari, vsaka čas. Ne sam, da sem jim dol zavozati, če na hrano sem jih, stari. Ej, račun bom pa te poslal, sam to da veš. Jure, kjero delavnico imaš ti? Ja, možno. Opa, čakaj, ampak po Trumpovo bi mogel imeti pištolo s sabo. Ja, sam smo v Sloveniji vseeno, čeprav smo v Sloveniji. Še dobro, da smo. Še dobro, da smo. Takole, okrog mene potekajo 4 različne delavnice, ki nekako zajamejo vse aspekte tega ocenjevanja za slovenski avto leta. Teorija, majčkeno razlage o sistemih in pa to, da približamo našim bralcem, gledalcem, kako ocenjujemo oziroma na podlagi česa na koncu pride do ocene za slovenski avto leta. Veš, na brate se tudi, kaj je sila, lahko zaneseš. No, zdaj, če te pa zanimajo detajli, kako je glasovalo katero uredništvo in na kakšen način so si avti presložili točke, tako kot so jih, poglej sliko, vzem si čas, predlagam, da stisneš pauzo, pa si vse skupaj v miru pogledaš. Je pa treba še eno stvar upoštevati. Letošnji izbor oziroma nabor finalistov je bil izreden v tem smislu, da so vsi avti odlični. To je treba priznati. Niti en od finalistov namreč nima ene take resne pomanjkljivosti. Kakorkoli ga obrneš, so to izredno dobri avtomobili, napredni tako v tehnološkem smislu kot prevoznih lastnostih. In tisti minusi, ki so, nekateri izmed njih so praktično celo zanemarljivi. Tudi zato je bilo letos točke toliko težje razporediti. Ampak ko pridemo do zmagovalca, pa mislim, da ni dileme. Mislim, da je bilo prvič v zgodovini izbora za slovenski avto leta tako, da so vsa uredništva brez izjeme 6 točk prvo mesto dale enemu avtomobilu. Da smo bili vsi složni. Ford, čestitam, vaš avto leta si je ta naslov brez kančka dvoma zaslužil. Pa še eno stvar sem pozabil, verjetno te zanima, kako sem glasoval jaz, kot samostojen medij Komentar minuta. Na prvo mesto 6 točk, jasno, sem postavil Forda Focusa, drugo mesto 4 točke Kia Ceed, tretje mesto 3 točke Škodo Karoq, četrto mesto 2 točki Volkswagen T-Roc, na 5. mesto 1 točka pa Volvo XC40.